Največkrat gre v bistvu za začetek tega perimenopavzalnega obdobja. Mi poznamo menopavzo, to je takrat, ko imaš zadnjo menstruacijo, ampak predtem se pa spremembe že dogajajo več let, od 2 do 10 let, ponavadi okoli 5 let in prihaja do nihanja hormonov, predvsem estrogena. To je naraven prehod. Je pa tako, zdaj imeti neke dramatične simptome, to ni okej. Ne moreš funkcionirati na tak način in zaradi tega je tudi ful dobro vedeti, da so stvari, ki jih mi lahko naredimo, da ublažimo te simptome, da si zagotovimo potem še zdravje na daljši rok, z raznimi navadami, to, kar bom mi danes govorila, pa tudi, če to ne gre, pa pač greš po pomoč zdravniku, ker obstajajo tudi druge rešitve, ki lahko ful pomagajo. Če skočim v trgovino in recimo, da hočem jaz kupiti neke stvari, ki bodo telesu v tem obdobju koristile, kje začneva? Prva pomembna stvar je, da prehrani dodamo dovolj beljakovin, se pravi dovolj mesa, rib, stročnic, skute, skira, lahko grškega jogurta, zaradi tega, ker v tem času še posebej začnemo zgubljati mišično maso, še bolj intenzivno. In proteini nam pomagajo, da jo ohranjamo, hkrati pa nam dajo občutek sitosti, se pravi pojemo manj. Druga pomembna stvar je, da prehrani dodamo dovolj vlaknin. Vlaknine najdemo v vsem sadju, zelenjavi, v žitaricah, še posebej polnozrnatih. Se pravi, vse hrana, ki je rastlinska. In ti hočeš po vsakem obroku pojesti vsaj pol krožnika zelenjave in sadja z vlakninami, zaradi tega, ker to uravnava naš krvni sladkor, pa tu skrbi za naš mikrobiom, ki skrbi za vse ostalo. Pomembno je tudi, da pojemo dovolj omega-3, kar velikokrat pozabimo. To so v bistvu take maščobne kisline, ki delujejo protivnetno in ščitijo naše srce in ožilje. Najdemo jih pa v ribah, predvsem v modrih masnih ribah, kot so skuše, sardele. In da jih imaš dovolj, moraš na teden pojesti ribe enkrat do dvakrat, recimo, če želiš omega-3 dobiti iz prehrane.